Dobro jutro, pozdravček sončku ste naredili? Jaz sem ga pa kar prespal. Jaz sem po noč neki blodu, a veš, pa sem preteral. Ampak, kljub vsemu, najlepša jutra so raj in najlepša jutra so zjutraj. Ja. To sem že ponavljal, pa še se bom. Grande finale se dogaja, vidite, kaj čutite, ta grande finale. A je že naredil veliki pok, bum, ni še, ne bo. Ne bo take oblike. Oblika je še bolj divja. Sem res, kaki film gledamo, dragi moji. Jaz vam govorim iz svojih izkušenj in nekaj, kar nisem prebral, slišal, rekla, kazala. Jaz iz tega, kar sam doživim, vam probam pokazati, kje se nahajamo in kako je treba v tem primerih postopati. Pa tudi jaz nisem vse mogočen daleč od tega, ampak neke pogumne korake pa ipak izvajam, za razliko od mnogih izmed vas, ki še kolebate med tem, ali bi ali ne bi rekli, gonte se v tri krasne, jaz grem pa po svoje. Bravo, gremo mi po svoje, je bil že slovenski film, ki je rekel, pejmo mi po svojim putem, ne po poti nekoga, ki nam je začel risati plan, kaj naj bi, kaj moramo, pa zakaj jim to moramo, ker to njim dobro pride, če mi delamo tako, kot oni rečejo, a ne? Tema izgublja svojo igro. Znotraj teme so delovali ljudje kot pripadniki teme, so bili s temo povezani in so bili od teme tudi dobro plačani ali pač vsaj kakorkoli že dobro nagrajeni. Vsak od njih je imel svojo nalogo, samo eno ali pa dve. Eno, you have one job, you had one job, imel si samo eno nalogo. In v mojem primeru čuvajev, ki imamo, jaz sem rekel, da na eno dušo je 50 narcisov, ki jo držijo, da ne bi ta duša špricnila, ne. In v mojem primeru so te duše zdaj pa te naloge niso opravile, ker duša jim je špricnila in je začela betati točno po internetu, kar je glih najbolj narobe. In zdaj v mojem primeru so najbolj glavne duše izgubile oziroma niso opravile naloge in zdaj besnijo nad tem, ker niso očuvale tega. Bom se kar direkt dotaknil. Jaz sem se pač odselil, ker sem imel občutek, da izgleda, da nismo kompatibilni, pa to ni nekaj od včeraj, nekaj že 20 let mi govori, da nismo mi čisto glih kompatibilni. In kljub temu, da smo v krvnem sorodstvu, seveda normalno starši in sin, nekako nismo našli te sredine prave, ki sem si jo jaz zamišljal. Seveda ne, normalno ne, ker smo pa delovali na nasprotnih bregovih. Kdaj točno, v katerem pogledu, kdaj so se stvari obrnile tako, kot stojijo, ne vem, ne znam si še orisati, vendar vem pa posledice, da recimo jaz smatram, da sem imel prav. Ker sem rekel, tlele, jaz ne morem sodelovati, če mi pa podirate za mano, ne. Jaz ne morem dvakrat delati ene in iste stvari, kamoli štirikrat, ne morejo te stvari v življenju tako na silo. No, in sila se je zdaj končno pokazala, ko sem pa le rekel, zdaj pa poberam stvari od doma in odhajam od doma in grem v drug domov. Iz vzgiba, da niso opravili naloge, so v bistvu ugotovili, da so izgubili, ne, ta boj, kjer bi oni mene morali v teoriji držati doma, da bi bil v mizeriji še naprej, ne, suženj 300 kvadratov in nalog, ki jih moram opravljati za njih, pa seveda nič narediti po svoje, že problem, če človek zakuri kakšno poleno preveč zunaj, ker si hoče lučko imeti. Enkrat sem vam oddajal iz vrta, ognjišče sem vam pokazal, kako je super ognjišče in tako. No, včeraj pridem domov še po ene stvari in vidim, ognjišče je razbito. Olala. Razbito ognjišče je tudi simbolno. Čakaj sekundico. Kaj pridi, hop. Bo se Lucy pomagala snemati, ali se Lucy pomagala snemati, zato ker treba pomagati snemati, ali se Lucy bo pomagala snemati, ja. Snemalka moja. Razbito ognjišče pomeni, da ko so napadalci napadli neko pleme, neko vas, neko središče, so na koncu ugasnili ogenj in razbili ognjišče. Mar ne? No, nekaj takega mene čaka doma. Ne? Jasen pokazatelj, da resnično nismo delovali drug z drugim. Mislim, čemu bi zdaj
starši sinu razbili ognjišče. Jaz to nisem čisto svesten, ne zastopam tega. Nič hudega. Jaz sem na lepem, meni nič ne fali. Imam svoj mir, imam svoj prostor, imam svoje ptice, svoje psičke in imam svoje misli. In sem prepričan, da so te prave. Tudi vam probam dopovedati, da dajte slediti svojim mislim, svojim vzgibom, svojim strunam srca. Tako so tudi imenovali te stvari. Tisto, kar od znotraj pride, tisto je prav. Tisto ne more biti narobe, ker je vaše, ker vibrira z vami. Tisto, kar pa vam naročijo, da morate, tisto pa ne vibrira z vami, zato te stvari največkrat težko delate. Ali pa z nekim, bom rekel, naporom, odporom, ne z veseljem. Ne? Tisto, kar pa pride iz vas, pa to radi počnete. Tudi ni problem, sploh ne gledaš več na uro, ker stvari delaš rad. Mislim, koliko časa moraš igrati kitaro na dan? Moraš igrati. Kitaro si želiš igrati in če želiš igrati, jo igraš, kolikor pač moraš. Moraš najti nek balans še med ostalimi obveznostmi dneva. Življenje po svoje ni nekaj, kar je lenuharjanje. Moje življenje zajema zdaj bistveno več dela, kot ga je zajemalo, ko sem hodil v redno službo. Ker ko sem hodil v redno službo, sem opravil delo za njih, vredno. Karkoli sem pač že počel, ne si bo zvočenje, ne si bo prodaja zvočnikov, ne si bo editing ali pa postprodukcija, čisto sem šmoren. Opravljal sem delo za njih. Po tem delu za njih sem bil jaz sicer plačan neke evre, s katerimi sem si lahko kupil neke dobrine, ki smo jih kao rabili. Sicer pa nisem opravil dela svojega, nisem igral kitare, nisem pekel kruha, nisem delal obhodov v naravi, nisem sedel v naravi, nisem pisal, nisem snemal, nisem naredil nič dobrega za človeštvo. Ne? Zdaj imam jaz od 5 zjutraj pa do 10 zvečer skozi nek frker, skozi je akcija, pa sej se vmes grem tudi kopat malo v morje, pa vmes se znam tudi usesti pa v miru poslušati naravo. Ampak med tem, ko poslušam naravo, tudi študiram, ki imam že une kole, pa kako bom že končal zdaj tale rastlinjak popravljam, so ga narcisi naredili sem do 3/4, ne, pa se je pa začel podirati, so ga pa še pokavsali, mislim, grdo, zdaj ne boš, da podrem, bom vam pokazal reportažice, probam malo poslikati before pa after, prej pa potem, pač ta rajski vrt, kateremu sem se zbudil, znajdu. V 14 dneh sem ta prostor, kjer se trenutno nahajam, najdu, dobil ponudbo, da se preselim in sem se preselil. Zato je mogoče tudi razumljivo, da je malo manj video vsebin, ker je res ful dela. Ampak v isti sapi sem že rastlinjak porihtal tlele za sabo, že neki bršlan rihtam, ker je za popucati, sem mogoče čisto za občutek. Tlele za mano je ful bršlana, ne. Tlele pa že petršilček raste tamle pod dreveščkom, ne. A vam pokažem hiško od odzunaj. Taka je moja hiška od odzunaj, ampak je v delu, nočem, bom vam pokazal, vse vam bom pokazal, kako je bilo in kako bo, ker bo the best, ker bo prečudovito. Včeraj sem se zrihtal končno svetlobo, ker je bilo tle noter, kdorkoli je bil pred mano, je pustil čist malo svetlobe, sploh ne vem, kako so živeli. Sploh ne vidiš, imaš na mizi drobtino ali je kaj umazan ali je mokro, nič ne vidiš, ker je tamaka v riti. Tako da sem dal zdaj ledice, zrihtal sem si akumulatorje, delal kaš šus. Tako da sem mogel vse žice prevezati. Tako da sem bil včeraj, malo sem bil električar, pa malo sem bil popotnik, pa malo sem bil, pa prepravil sem vse posode, malo posortiral, kaj rabim, kaj ne rabim. Tam je dobra prišla vmes. Veste, ko imate komplet posod, ne? Ti imaš 6 globokih, 6 plitkih krožnikov, pa 6 velikih plitkih, ne? To je ta beštek komplet, ne? Beštek, kaj je to beštek? Beštek so pa vilice, žlice, noži, pa imaš tam spet 6, 6, 6. No, jaz sem te stvari spremenil, pa sem jih dal 5, 5, 5. Zato, ker 5 je naša bolj število completion, popolnosti, ker mi imamo 5 prstov, pa imamo 5 udov, roke, noge pa glava. Število 5 je naše bolj ta pravo. Tako da
nimam 6 krožnikov, ampak imam po 5, eto ti, da ne bom jaz te šestice Hudičeve podpiral. No in ta šestica Hudičeva zdaj pa resnično zgublja svoj boj, ne morejo, ne, uradne inštitucije ne morejo več, inštance, ne, nabijati svojih nebolotik, ne morejo več skrivati prevare, tiščijo seveda, dajte maske gor pa nekaj, ne, ljudje prestrašeni, seveda nekateri sledijo, tisti, ki pa smo uočili, spregledali, pa temu ne sledimo več in ne ubogamo več sistema. Je, bravo, bravo, če ne nosite mask, to pomeni, da ste že malo neubogljivi, da ste vi že malo uporniki, bravo, 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 korak naprej. Ampak imamo mi korakov še za narediti. Jaz sem upornik, jaz sem sistem izbrcal iz sebe že počas, ne, zdaj koliko sem ga do konca, najbrž sem ga do konca zbrcal lansko leto, sicer pa sem jaz izven sistema že mnogo časa. Če ne v svojih čisto vseh dejanjih, pa vsaj noter v glavi, ne morem podpirati jaz tega sistema in ga ne maram. Prav zdaj smo bili spet na en koncert, smo imeli, pa so spet preleteli policaji 10 pa 15 minut, ne, da kršenje reda in miru, ne, ker je pač vselitveni žur, mi smo pač tam smo z ansamblom špilali, in 15 čez 10 je pa motnja miru, ne, človek ne more spati, ne. Mislim, jaz komaj sem se zadržal, nisem šel se tam s policaji pregovarjati, če nimajo božjega dela, pač ne mi povejo, če je ta človek, ki je dal anonimno prijavo, če je uravnovešen ali ni uravnovešen, so oni njega preverili, njegovo psihično stanje, ne. Ker lahko tudi kliče neuravnovešen človek, kazen dobiš pa ti, ne, sam njim se zdi to okej, meni pa ne, in ni logično in ni okej, ker oni temu pravijo hrup, jaz pravim temu pa glasba. Zame so glasba zdravila, za njih je zdaj pa hrup, ojoj, je pa hrup, cel life so mi delali rom, pom, okrog mene z vseh strani. Po telefonih, po mailih, na cesti, v službi, v štacuni, čist povsod je bil sam džumbus za živce otrgati. Tlele hrast je čistih, on sam čaka, kaj mu bom kaj povedal, pa še to ga ne zanima dosti, on si misli svoje in raste z veje nastavi. Iz tera vas vržejo ljudje. Vi sami sebe iz tera ne vržete. Vi imate svojo tračnico, ki si jo vsak dan znova rišete, kam greste. To so vaše izbere. Izberite si, greste levo, greste desno, greste hitreje, greste počasneje. Če ste utrujeni, počivajte, če imate moč, pejte. Naredite nas za 3 dni nazaj, zakaj pa ne? Se delate zase, se pa to ne more biti težko. Se pa ne more biti težko meni posode umiti, kaj bom pa jaz zase rabil. Čeprav tle sem pomoč prijateljice. Ni meni težko zrihtati si svoj prostor, zaplezati gor, pa mi švic teče, ker je tle precej toploše, ne? Za razliko od vas, ker vas pa že malo zepčka, tamle, v notranjosti, ne? Ste že oblečeni, ne? Jaz imam srajčko, no zdaj sem si dal pod srajčko eno majčko, okej. Ampak še zmeri sem pa kratkohlačnik, ne vem, kako pa pri vas kaj je na celini? Jaz sem si zmer želel, da se zjutraj zbudim, pa papučo nataknem, pa jo odglajzam. Pa sem šel še korak naprej od tega, tudi papuč nimam več gor, ker se mi zdi, da to bi izgledalo tako bedasto, da bi psu zjutraj rekel, zdaj pa vsi copatke gor, pa gremo. Nič copatkov ne rabijo, nič copatkov, so čisto v redu, je stik z zemljo, je nujno potreben. Razelektrisa človek, ne. Kaj pride napetost, statična elektrika, statičen, ne, mi hočemo, da teče, ne. In moraš biti skonektan na drugi strani, tudi če si gor povezan, ne. Ker mi smo vsi ene antene, to so antene, roke so nam antene, glava nam je antena, v glavi imamo kvarc, spinalno žlezo, o kateri sem rekel, že kdaj, da bom kaj več povedal. In ona ima gor kvarčne kristale, in mi smo v bistvu dejansko tako kot antena, zdaj so anteno naredili po vzoru nas. Tudi recimo vse ta testiranja, ki so s temi palčkami rinili globoko, so probali to spinalno žlezo poškodovati, oziroma to sluznico med notranjosti glave, nosu in ust, pa med možgani je membrana noter, to membrano so probali poškodovati, jo raniti, in ta membrana se nahaja v bližini spinalne žleze, se pravi točno v center naš, kada bi šel noter v procesor od računalnika, pa ga probal z šrofen-cigarjem malo podrkati, kaj bo. Vam povem, kaj bo. Kompjuter bo crknil. In tako so probali oni uničiti ljudi.
In uničili so, sem prejle zjutraj sem na brzino ujel, Mike Tyson je tudi na vozičku pristal, ne, ker je bil pač promotor cepiva. In je zdaj na vozičku. Ja? Torej, koliko je kabala dejansko, koliko je kabali mar za tiste, ki so jo podpirali? Nič. Nič, 8, nič, prav nič. Jim ni mar za ljudi, kamoli za ljudi, mislim, nič jim ni mar za tiste, ki so jih podpirali, kamoli za tiste, ki jih nismo podpirali. Oni bi nas pobili, še enkrat. In ne podpirajte jih na nobenem nivoju. Bežte stran od tega ponorelega sveta. Daleč stran, noro želi si srce, daleč stran. Ja, vse so nam vse povedali. A ste kaj poslušali? Niste, ne? Ja, zaradi tega, ker smo bili neposlušni. Njih smo poslušali, kaj so nam rekli, pojdite levo, meter pa pol razdalje, vsi cepljenje, vsi testiranje, pa to smo jih poslušali. Kaj so pa govorili pametni, modri ljudje, to pa smo pa mi preslišali. Ste preslišali, ker sem pa poklicni poslušalec, sem pa malo bolj prisluhnil stvarem. Pa vam jih bom tudi razložil, kaj sem pri tem ujel, zato ker imam hude projekte. Zdaj elektriko že imamo, tako da zdaj pa pridejo naprej stvari, ki jih tako obljubljam. Pa še jih bom obljubljal, zato da vas bom našponil, da bo hudo, ko bo strela marela. Nek sem si tlele zapisal. Zadnja faza ločevanja seme od plevela. Ja, ok, plevela bo ful. Plevel se kaže ven. Zdaj boste pogledali, kakšni so ljudje, sploh, ko jim boste podali zadnjo končno odločitev. Prej sem jaz nakazal, moja končna odločitev, po 44 letih sem se prvič v življenju odselil, nisem se rabil. Pogoji za življenje so. Mislim, fizični, psihični pa nikakor ne. In ko boste vi pokazali, da ste pripravljeni sprejeti končni korak, odmik, takrat boste spoznali, s kom ste zares živeli, ker ljudje bodo postali agresivni, ljudje bodo postali nesramni, uničevalni, poniževalni, vse najgrše bo splezalo iz njih. Zavedajte se tega in če ne verjamete, probajte in oziroma naredite zaradi tega, ker slej prej boste morali. Če ne danes, pa če ne drug teden, boste pa čez 2 meseca. Rdeči oktober je pred nami, kjer se tudi nekako spet napoveduje. Ampak napovedi pustimo od zadaj. Ideja je v tem, da vaše življenje, pridi še ti buča, pet, ne pet hop, ja pa ne bom štel gor. Tlej pasji raj, nisem človeški, tudi pasji. Te temne sile so delovale zelo prijazno, a ne, ja, naven maskica od zadaj, ko pa jih soočiš z dejstvi, da misliš resno, takrat pa njim ta maska pade dol in vidiš, kaj je ostalo od zadaj. Tako kot recimo denar ljudi ne pokvari, denar ljudi sleče, razgali. In zdaj ta situacija, v kateri se zdaj nahajamo, je precej podobna. Ker čakaj. Zato, ker zrastli notranje v zadnjem letu, v zadnjih 2 od korone, ne, v zadnjih 2 letih smo zrastli do neslutenih višin, dimenzij, širin razmišljanja, dojemanja. In 2 leti nazaj nismo razumeli, tudi jaz ne. Tudi vi ne, nismo razumeli en kup stvari. In zdaj, ker smo na tem nivoju, ne rabite več nobenih informacij. Jo, pa bo pa testiranje obvezno, pa pod masko, pa v Celju se je zaletel avtomobil, pa športniki so zmagali. Ful, informacija hude, ka papara. Ful, no, the best, do tega nimate vi bi brez informacij. S temi informacijami si nimate kaj pomagati. In pomislite sami, koliko dejansko še želite poslušati neka poročila, neka jajca in koliko želite še brati te njihove laži, ker veste, da so laži. Kaj je zdaj v Ukrajini? Se je končala vojna ali se ni končala? Ali je še, ali ni? Ali kaj je zdaj pogruntala ta medijska banana? Kaj zdaj, virus je ali virusa ni? Ali virusi obstajajo? Ali je ta virus zdaj mutiral na kaj? Pizda na bučkino, zdaj bo paradižnikova gripa, zdaj bo pa kaj, na bučka boš to ali kaj. Ja, bučke so, itak v štartu so vseeno navadna velika buča. Če vi dojamete, da je virologija, veda, izmišljotina, pol morate se razumeti, da so, če je to laž, koliko laži so nam natroškali.
No, so rekli, bili smo na Luni. In pa vsi posnetki kažejo, koliko posnetkov že preleteli, da so oni v studiu to delali. Ampak original posnetkov pa oni pa nimajo več, so jih pa izgubili. Ne, izgubilo se je, puf, and it's gone. Ja, dragi moji, jaz imam od prvega računalnika dalje vse, kar sem imel v dokumentu, digitalizirano, pa so vsi tle, kar nočejo crkati. Še na CD-je, ki sem snemal, še oni ne crknejo. Ne, ta je neka muska mi se je razplastila, ampak sicer pa stvari ne zginejo. Pa njih so pa kar zginile. Pa ja, NASA, ja, lej, požremo vam 4 milijarde, ampak nismo zbekapirali. Je zmanjkalo, veš, tako kot pri nas v Cerknici, ki imajo, so pobrali milijone, da so se zgradili eno grdo bajto, pa ene čudne stebre, ampak za skrete pa je čudežno zmanjkalo, tako da še zmer Dixie Party. Ne, mislim, za zaposlene je sekret, ne, ampak za turiste pa ne boste tle srali, ne. No, smrdljivi, negražni sekreti. Katastrofa. Ja vam povem, kaj je sistem naredil iz dreka našega. Mamico in ga spalim, čakaj. Mi ljudje kakamo pa lulamo, a ne? Ja. No, in zdaj vse to je del, mi smo narave in vse to je del narave. Drži? Ja, ok. Imamo predsodek, da svojega dreka pa res ne bi jedli. Ja, drži, res ne. Ok, ampak pojmo korak naprej. Če mi te svoje kakce zberemo v vrečo, ne, ali pa ne en kupček, in noter damo izključno naš kakac. Ta naš kakac pridejo črvi in ga poglihajo. In jaz imam tukaj kompostni WC, kakam v to vrečo in noter črvi to zdaj pospravljajo, malo se futrajo in oni že predelujejo. Ta kakac, če bi ga bil tak kup, ga črvi naredijo v tak kupček, tako da lahko ful časa ti podeluješ v to vrečo. Ampak to vrečo ti lahko streseš pod katerokoli drevo in drevo bo hvaležno. Lahko bi stresel v vrt, pa paradižnik zdaj iz njega vzgojil. Ok, tle smo na predsodku, ga ne bom, ampak okrasne buče bi pa šle, ne, bučke. Kaj smo mi, pa vse to sem vam že razlagal v kakcih, te kakce mi zmešamo z oljem, zalijemo z vodo, porabimo ful vode, zato da operemo to školjko za sabo. Itak narobe sedimo na tej školjki, mislim, vse narobe. In zdaj seveda ta kakec ne moš nikoli več ločiti v nekaj uporabnega, če ga ne zamešaš z ostalimi svinerijami, Mr. Musculo, Pril, maščobe in vse sort sranja. Tako da že tle, no, že sam pred rekel so nam vse zabrklali, kamoli vse naprej. Je pa res, no, da jaz ne jem konzervirane hrane, niti mesa ful mal, mislim skoraj nič, nimam zastrupljenega telesa, ogromno vode spijem, nisem pil Coca-Cola ali pa Red Bull ali pa nekaj že, ne pomnim. Ok, pojmo naprej. Bili smo tam na informacijah, ne, se pravi, mi smo že toliko zavestili, da informacij ne rabimo, vibriramo valjda ful višje. Teh informacij ne rabimo, problem je le še ta, da vi stvari veste, kaj je prav, a jih ne ozavestite. Zdaj bom tu dal jaz na ta naš primer, glede na odzive nazaj, ki jih dobim z vaše strani, oziroma strani gledalcev, oziroma teh, ki me spremljate, vam je the best, ne? Piška, lej, Turšič, bravo, on gre v naravo, bravo, lej, to je to, stari. Super, to je to, ja, v naravico, bo pa mer, pa ptički, pa vetrček, pa sonček, pa top, stari, pa čist simpel, pa bosa noga, pa to je to, stari, lega frajerja, ne? Ja, ampak vi ste še zmeri v bloku, vi ste še zmeri v hiši, vi še zmeri niste naredili tega koraka naprej. Ja, sem je treba imeti pa jajca. Da. Jaz sem jajca zberal na drsalkah, ker sem se zaperil na čist gladko površino, ker naenkrat vidiš dno od spodaj, mater, čutiš, ta jajca pridejo prav do tle gor. Ampak greš čez ta strah, ker ugotoviš, ker v bistvu logično pomisliš zdravo kekčevo pametjo, da če je bilo minus 15, tamlele je bilo minus 15 tudi tamlele in če te tamlele držal, te drži tudi tle, ne? In ker to daš skupaj, ampak prizor je pa grozen, ne, to se predstavljate, da ste na stekleni površini visoko nad nekim prepadom, pa steklo, ima da te šutne. Ok, ja, to je bil prvi strah, ki sem ga jaz premagal. Tle sem najdel pogum, sem ga dodal za 15-20%. Drugi pogum, ki sem ga dodal, je bilo potem, ko se je led stopil, ker sem jaz plaval v tej isti vodi. 0 stopinj je imela, ali pa 2 stopinje, pač mrzla. Jaz sem prvič v življenju skočil tako mrzlo vodo.
Odločil sem se, da bom zaplaval, pogooglil sem si, če rabim kakšno posebno stvar, pravijo, da ne, da naša telesa prenesejo tako temperaturo vode in čof v vodo. Tam sem dodal svoj pogum še za 20%. Pa so mi ljudje rekli, jo, to ne smeš, to ne moreš, pa kako boš to, pa sem jaz rekel, ja, pa bom sam pri sebi. In sem poguma dodal še 20% in dodajate pogum in pogum dejte nabirati tam, kjer vas je strah, kar pejte čez. In tlele pod mojo ritjo so najverjetneje škorpioni, sam jaz jih ne bojim. Pikajo me tigrasti komarji, pa kaj? In kaj zdaj? Popraskaš se in čau. Tudi če bi oni slučajno nosili malarijo, bi jaz mogoče bil prestrašen, ker imajo ti komarji malarijo v sebi, ne? In bi jaz negativno misel imel v sebi in bi negativno vibracijo dajal v sebe. Jaz pa smatram, da ti komarji so čisto ok, še celo zelo simpatični. On te piči, narediš au, ampak pol te ne srbi več. Naši so pa drugačni, ne? V Cerknici imamo pa komarje take, da te piči, ne? Rečeš au, pol te pa še cel dan srbi ka pes, ne? Tle so komarji bolj užitni. Hočem reči, dajte pozitivno vibracijo. Jaz se ne bojim komarjev, ne bojim se škorpionov, ne bojim se kač, ne bojim se pajkov, ker imam pogum. Ker ga imam, zdaj sem pa ful frajer. Ne, nisem frajer, jaz želim, da ga imate vi tudi. Pa da prijete tle sem, pa ste tle z mano, ne pa da, pa joj, pa za avtanom. Ne? Da se greste vi tudi tako pogumno, sezujete čevelj in greste. Jo, pa nekaj stopil. Ja boš, Jana, vse sort boš stopil, sem stopaj, previdno. Kamačka, bodi previden, kje ti je noga. Bodi svjestan, kje ti je noga. Ne, da je, opa sem polil, opa sem brcnil, opa spet me je nekaj palil, joj, pa nisem videl. Pa meni po pasih tačkah hoditi. Jaz psu nisem stopil na nogo, sploh ne vem kdaj nazadnje. Čeprav zdaj bi mi rada bila tudi ona manj na poti, pa se kar nastavi, veš, naša lička. Tako ona še zmeri čuva, veš, da boste, ona posluša. Imam eno kolegico, ki pravi, jo, še moje psi zameditirajo zraven, pa zaspimo vsi trije, ki te poslušamo. Ne? Tako da Turšič vibracije pašajo. Ne? Zdaj, terapevtske so zdaj te moje flancarije. Ne? Eni pravijo, da sem pa neumen. Zdaj pa ne vem, ali zaspite zaradi tega, ker so neumnosti, ali zaradi tega, ker je tako umerjeno, ali bog si ga vedi zakaj. Pač kar spančkite, počivajte, sploh ni panike. So pa ne bodo pravljice, ne predavanje, ne, te moje pravljice za lahko noč. Ne, saj v bistvu jaz vem, kaj delam, ne, alfa stanje, vi delate, kaj je alfa stanje, ne, veste, kaj je alfa stanje, kaj je pa teta stanje, tudi, neš. Prav, bomo, počas, ne mogu baku in žvaku, bomo tudi teta, healing vam bomo dali. Ja, ta svet je, za sabo bo ostal, to sem v enem videu tudi omenil, mislim, da tam Škarpa, da človeštvo bo ostalo od človeštva eno razsuto, razbito človeštvo, kamni na polju, in zdaj jih bo treba iz tega sestaviti škarpice. Močne, trdne, da bodo držale brežine, da nas ne bodo plazovi in tako naprej. Ogromen kaos pušča za sabo ta kabala, te temne sile, hočejo s sabo vzeti čim več nedolžnih duš in pustiti za sabo čim večjo škodo. Nikaj, naj naredijo, kar morajo narediti, manj so ognjišče podrto, maline moje so izruvane, vse tisto, kar sem imel rad, moja njiva je uzurpirana, še celo rože sem pustil, da so se osušile, skrinje so mi pocrkale, je fit ven vrglo in so šle vse skrinje v maloro. Tako da nekako poslušam, life mi pravi, pojdi, no pa grem. No in zdaj, ko sem pa šel, se pa pokaže, kakšno je resnično stanje. In teh stanj boste deležni tudi vi na svojem področju. Opazujte, rabite pa pogum, da se odmaknete od ljudi za res. In ta zares vam bo pokazal tudi, kdo je kdo. Nekateri se vam bodo iskreno opravičili, nekateri se vam ne bojo, nekateri bodo gledali v tla še naprej, nekateri se bodo delali butaste, nekateri bodo delali pa škodo. Ampak ne bodo vas nagobac, nič bat. Mene ni noben nagobac, ognjišča pa nimam več, pa sem si ga sezidal, sam. Zato, ker ga imam rad ogenj, ker me po feng shuju, zdaj je feng shui sploh dela ali ne, da ni tudi to neka banana, tako kot astrologija. Ne vem, ne bom se kaj spuščal, no skratka po feng shuju rabim vodo pa ogenj.
Evo, vodo pijem kot divji, ker sem zdaj ribič, ker sem zamenil astrološko znamenje, ne. Nisem več riba, sem ribič. Pa mi je ful boljš, ne. Tako da vam svetujem. Rabim ogenj pa vodo, no, in vodo pijem, ognjišče pa te prva stvar, ki so mi jo zbutali. Kaj tacga. Ni problema, imam tle krasno pečko, tle bo tudi roštilj ratov prav hmal, tako da ne moreš meni uničiti ognja, ni šanse. Ja, ta kabala bo za sabo pušča za sabo en velik kaos, en velik džumbus znotraj razšteljenosti ljudi in znotraj A veste, oni so nam uničili ful voda, izvirov, uničene so v bistvu vse naravne dobrine. Koliko lesa so oni odpeljali, džabe, a les ima čedalje višjo ceno, ne. Drevo je, cena njegova v naravi je glih toliko, ki je bila, zdaj je pa kao nafta dražja, pa trgovci je malo dražji, pa DDV je dražji, pa ne vem kaj vse dražje, da je kubik 370 evrov. Halo, kubik rezanih desk na Primorskem je 370 evrov. Pa dragi moji, pa veste kaj je to? Pa iz kubika ne narediš nič prav dosti iz tega lesa. Ja, narediš nekaj, ampak to ni nič, mislim, veste, les tlele krivi, po drugi strani država daje tle za parcele v najem, 100-letni najem za neke take bizarne cifre, kjer lahko vzameš ti les noter posekaš, pa je tvoj, samo moš ga posekati sam pa očistiti, če grmovje, ne. Po drugi strani pa 370 evrov. Zdaj pa, kaj želite, kateri svet boste izbrali? Unga za 370 ali bo mogoče tega v žbunju? Samo je treba neko delo vložiti, pa imate material. Ja, pa ni naravnost dila. Ja, jaz vidim mojo hišo, ona ni nič naravnost. Ja, pa ne more biti tako. Ja, pa je lahko, ja, glih tako dež ne pada noter, pa glih tako je noter toplo, pa glih tako je noter suho. Kaj? Ne vem, a zdaj mora biti knauf, pa vnulo, pa fugerka, pa ne vem kaj, pa poči, a veš, pa tam knauf, tle vmes pa poči, ne, je pa kaj pa za fugerat, pa spet še 20 evrov za fugerno maso, pa vse razdrkat, ful hudo, kas to mater, a ne, ja, ta popolnost, perfektna popolnost neumnosti tle noter, ne, zabloda totalna. Ja, no, skratka, za to kabalo bo treba ogromno popraviti naše vode. Vsi vodotoki bodo za popraviti. Kdo jih bo popravljal? Ti, ki so jih do zdaj razdrkavali? Ne, mislim, da ne. Mislim, da jih bo mogel nekdo drug. Kdo bo popravil bolane ume? Ti, ki so jih zdaj razfukavali? Mediji? Ne, oni ne. Tako da dajte se zavedati, da se obračajo stvari zdaj že res konkretno. Zdaj tisti, ki ste pregledali, odlično, ampak pejte naprej. Še poguma, pa še korak naprej, pa še bolj v svoj prav, zato ker vaš prav je edini prav. Ker moj prav lahko jaz določam, kaj je prav, ker sem do zdajle, do tega trenutka jaz prehodil to potko in vem, katere stvari sem plačal, da jih vem, razumem in imam, ne. Vi imate pa svoje in nismo enaki, smo noter, stremimo k enakemu in smo iz enakega izvora, ampak smo tako kot železnica, veš, tle en ter, pa mislim 2 tera, pa tle sta 2 tera, pa ta razdelina postaja, pa se pa tu razširi, pa sploh ne štekaš, kako nekretnice grejo. Tako smo mi, prišli smo od tle, gremo tja, vmes pa imamo vsak svojo špuro, ne. Sem kar dobro povedal, 3, zdajle kaže. Video posnetek dolžina, okej. To naj vas, okej. Zato, ker ste vi, imate vi osebni pečat, vi ste unikat, vi unikatno tudi morate delovati, mi vsi. In na osnovi tega, kaj poveste, kaj napišete, kaj delite, kaj narišete, na osnovi tega naj vas cenijo. Če vas ne, niso pravi ljudje, ne da ste vi napačni. Oni so napačni. Vi imate svoj prav in na osnovi tega, kaj ste, kaj živite, kaj dajete od sebe, ker to tako razumete, naj vas cenijo. In če vas ne, naj vas izgubijo. Let them lose you. Pa naj bodo brez vas, če vas ne cenijo. Zakaj bi vi se trudili okrog nekoga, ki vas ne ceni, ki vas ne spoštuje, ki vas zaničuje, ki vas tlači dol? Vi tega ne rabite okrog sebe.
Vi rabite okrog sebe tistega, ki vas dviguje, ki vas napaja. Kdo vas napaja? Sunshine, če drug ne. A je prav? Pa narava, če drug ne. Pa ptičje petje, pa pasji prijatelji. Oni napajajo. Pijavke pa pijejo. In nočete imeti stika s pijavkami. In če ste v njihovi bližini, in tudi povejte, kaj in kako se greste in česa ne podpirate. In če ni spoštovanja danes, ga tudi jutri ne bo in ga tudi včeraj ni bilo, čeprav je bilo zamaškarano. Ne? Pa smo spet pri narcisih, kako ne morem jaz vedeti, da ste narcistične kože. Zadnjič me nekdo vpraša, pa ti pa kaj imaš ti s temi narcisi? Jaz kaj imam? Pa vsi smo godli narcisov, halo, dio bono. Čakaj, zdaj bom pa jaz. Narcisi se kažejo zdaj v svoji pravi luči. Zdaj bo drek priplaval na plano. Bodite pripravljeni, da bodo ljudje zblazneli. Res bodo blazneli in divjali bodo. In bolj, ko bodo divjali, bolj boste videli, kdo so. In bolj, ko boste vi vedeli, kdo so, bolj bodo oni še bolj blazneli. In vi boste še bolj jasno vedeli, kdo so. Še več ljudi bo prepoznalo, pa to so res čudni ljudje. In oni bodo še bolj blazneli. Tako bo šel ta cirkus do konca, do britkega konca. A bodo na koncu pomrli? Ne vem, saj po večini so oni cepljeni. A s pravimi? Ne vem. Obnašanje njihovo kaže na totalno odsotnost zdrave kmečke pameti, zdrave kekčeve pameti, odsotnost zdravega razsodnega razmišljanja, odsotnost ljubezni. Ker če bi bila ljubezen, pol pride in spoštovanje, zdrava kmečka pamet in vse tako zraven, tako pa pač ne. Trganje vezi, ja, od te vezi bo treba raztrgati, boli, ne boli, zdaj mogoče boli, kmalu boste pa hvaležni, da je to bilo tako, ne. Obvezno morate spustiti stvari, ne se oklepati, ker členki začnejo boliti do te točke, da vam bo od prste odtrgalo, karikiram, boste primorani se ločiti, ne, a veste, če si človek ne vzame časa za svoje zdravje, potem ga zdravje prisili, da si vzame svoj čas, ja, in obležiš toliko časa, da se ničkaj ne skalibriraš. Preko trnja do zvezd vsi rabimo to neko lekcijo. Ni, da vam univerzum hoče slabo, daleč od tega. Ne veš, kaj reče, Bog, kje si, zakaj mi delaš tako slabo, kaj vidiš, da trpim. Bog ali pa univerzum vas sili tja, da se prebudite, ker brez pritiska se ne zgodi diamant. Ne? Ko bubrek v loju, cona obdobja, takrat se ni napredka v glavi, če nisi ti primoran prideti do nečesa višjega. Tako da, če ste zdaj v situacijah, ki so nevzdržne, je to zaradi tega, da boste vi naredili korak, da boste rekli, pa dosti tega in spustili stvari. In tle vas univerzum čaka. Jaz vam tle želim podati ful poguma, zagona, dejte, pali, nič se nazaj držati. Pejte, vi ste vi, Kekčeva pesem je dobra volja najbolja, to si pa piši za uho, ker kdor vesele pesmi poje, kako že, mu nič ne morejo, kaj nam pa morejo, če smo veseli. In visoka vibracija iritira temačne, nizko vibracijo in ne se dati zmotiti, ne se pustiti, da vas vlečejo nižje, ne se pustiti, da zmest, da vas zavedejo na stran poti, vi ste tisti, ki določate špure, držite jo, naj grejo kamor čejo, vi pejte po svoje, aj prav? Gremo mi po svoje, kam? V lepši svet. Pa še to, ločujemo se končno, jaz težko, če dalje težje, opazujem ljudi na cesti, v trgovini, pač tam, kjer imam z njimi stik, mi je jasno, da ne moramo več funkcionirati skupaj. Lahko funkcioniramo mi, bom rekel, te razsvetljeni, pa te hitri, pa te pošteni, pa te spoštljivi, pa ne vem, te srčni, pa ti, ki so bili proti nam, ne? Ne oni zdaj se tle godljajo, ne morejo pa več oni prodirati v nas. Ne gre. In ne moramo mi nič več sodelovati. Z njimi ne, žal ne. In zato je ta del, kjer pravimo, obstajala bosta dva svetova, dve zemlji. Evo jih, tukaj smo, tukaj in zdaj. In gradniki nove zemlje ste vi, ki ste že uočili.
Bravo, super, ajmo dalje. Uživajte, zabavajte se, še malo pa bo treba septembra reševati. A veste vi to? Še malo pa bo šola, kam na grmado zmetali vse učbenike o okrogli zemlji, o logaritmih, o integralih in o Darwinovih teorijah in o tem, kako je bil Hitler grd, pa kako je bil, ne vem, kaj še zgodovinska, Ne. Dajmo malo zamenjati, da največji kriminalci so bili Obama, Clinton, kaj še ta je, pa Bush, pa tako banda prokleta, ampak oni so dobili Nobelove nagrade za mir. A ne? Da ni to neka velika laž. Ej, laž ima kratke noge in pretekla je ta laž zdaj do svojega, tudi svoj šprint je odšprintala in tukaj smo, gotovo je. Držite se, bote v resnici, bote v visokih vibracijah, bote v ljubezni, bote v svoji srčnosti. Pojte se, smejte in se veselite. Mi pa se vidimo še kaj kmalu. Ajde, držite se, čau.